V Velenju, ki se še vedno bori za visoka mesta in Evropo, je tokrat gostovala Olimpija, ki nikako ne najde forme. Med tednom so izgubili tudi v Zavrču, tokrat pa prva akcija za Ljubljančane. Žoga je prišla do Vukčevića, ki je dobro streljal na pravem mestu pa Rozman. Nato akcija Velenjčanov, do žoge je prišel v kazenskem prostoru Eterović, ki je lepo zavrnil Črnčiču, ta pa je streljal nekoliko preslabo, da bi premagal Šeligo. Nova akcija domačih knapov, tokrat je prišel do žoge Mate Eterović, ki je poskušal z ogromne razdalje nekaj dela za Šeligo, ki je žogo tokrat uspel izbiti v kot. Ob koncu prvega dela pa vendarle najnevarnejša akcija prvega polčasa, lepa akcija domačega moštva. Krefl je podal proti Eteroviću, ki je bil najspretnejši pred vrati Šelige in zatresel mrežo za 1-0. Lepo se je znašel Mate Eterović in po dolgem času spet zatresel mrežo nasprotnika. V sodniškem podaljšku prvega polčasa še en poskus Velenjčanov, tokrat je meril Radujko, nekaj težav za Šeligo, ki je žogo vendarle uspel zadržati v svojem naročju. Drugi polčas so sijajno odprli nogometaši Velenja, najprej priložnost za Firerja, ki je meril po dvojni podaji s Klinarjem, nato pa še zadetek za Velenjčane, kot za domače. Žoga je končala v mreži po temle strelu Daliborja Radujka. Zatresel je mrežo nasprotnika in mrežo bivšega kluba Dalibor Radujko, kot je izvajal Eterović. Firer pa je podaljšal žogo proti svojemu soigralcu. Nova priložnost za Velenjčane, tokrat je streljal Firer po podaji Rotmana, brez težav Šeliga in padal je še en zadetek. Rotman je z glavo podaljšal do Eterovića, ki se je sijajno znašel in premagal še vratarja Šeligo za povišene prednosti na 3-0. V prazno je šel ljubljanski vratar in prejel še tretji gol. Eterović pa se je še drugič vpisal med strelce. S 15 goli je spet na prvem mestu lestvice strelcev, tole pa je še četrti gol Mateja Podlogarja. Po predložku Klinarja je zadel Podlogar, ki je v zadnjem času pokazal dobro formo in zabil še svoj tretji gol na zadnjih 5 tekmah. Velenjčani so imeli visoko prednost, tole pa je bil sijajen strel Vukčevića v daleč, na pravem mestu Rozman, ki je žogo uspel izbiti v kot, nato grob prekršek Bajrića in to je bil neposredni rdeči karton za Bajrića, ki je ostro štartal na Daliborja Radujka. Olimpija tekmo končala samo z 10 nogometaši. Še zadnja akcija tekme, tik pred koncem rednega dela, atraktivno je poskušal Podlogar, tokrat pa nekoliko mimo gola in ostalo je pri visoki zmagi Rudarja 4-0 proti Olimpiji, ki je še naprej v kar veliki krizi.